gledalke in gledalci, čas je za Skok v šport. Danes je z nami Alojz Miklavčič, mojster v 3 borilnih sistemih in nagrajenec za življenjsko delo strani Kickboxing Zveze Slovenije. Gospod Miklavčič, dobrodošli v našem studiu. Hvala za vabilo, pozdrav poslušalkam in poslušalcem televizije EVJ in pa seveda tebi tudi ne. Hvala lepa. Priznanje za življenjsko delo, to ni kar tako, strani Kickboxing Zveze Slovenije, prejeli ste ga pred nekaj tedni, sicer ni vaša prva prestižna nagrada, dobili ste priznanja že strani tudi Olimpijskega komiteja Slovenije, pa občine Zagorje, pa iz Nemčije, kjer ste dolgo delovali. Kaj vam pomeni ta zadnja nagrada, ki je priznanje za življenjsko delo? Meni pomeni ogromno. Meni pomeni priznanje začetka, ko smo iz nič, ko smo začeli v Sloveniji. Mi pomeni priznanje mojega dela, mojega znanja, ko sem bil, zveza bi isto prišel do tega nivoja, ki je, samo mogoče 10 let kasneje. No? Jaz sem pač imel srečo, da sem bil s ljudmi v povezavi ali pa v uku, ko so bili napredni, ko so s tem športom zaživeli, ko so ta šport v Evropo prinesli in ko je bil glavni mentor tega športa, bom rekel, ovako organizacije, George Brickner, moj prvi trener. In pač Mike Anderson, ki je bil amerikanski, prinesel to stvar iz Amerike in potem se je to začelo rojevati v Berlinu. In to znanje, ki sem jaz zgor koristil in pa pridobil, sem pač v želel prenesti v Slovenijo. Moj moto je bil kar zna Nemci, za mesto tudi, znamo mi tudi. To vedno in še danes trdim to. Sam s pravim pristopom, s disciplino in z redom. Skozi vašo športno pot, ki je zelo pestra, spoznali ste nekaj zares pomembnih in zanimivih ljudi. Se bo zdaj skozi oddajo sprehodila skozi to vašo pot. Začetki pa vaše v borilnih veščinah, vaši začetki so se zgodili v Nemčiji. Kaj vas je sploh pripeljalo tja in kako ste vstopili v ta svet? To sem jaz že parkrat povedal, mislim, da tudi tule. S kolegom so se sprehajala po Hohenzollerdamu. Hohenzollerdam 127 je pa Bricknerjev študijo bil, karate študijo. In jaz vidim gor 6 okna, na vsakem je pisal K-A-R-A-T-E. In sem jaz rekel temu kolegu, poznancu, prijatelju, dolgo leto še zdaj sva, sem rekel, veš, tole pa jaz treniral, sem rekel. Rekel, zakaj? Sem rekel, to me skrivnostna zadeva, takrat v Sloveniji ni bilo tega še razvidno, v Brežcu se je nekaj dogajati. Vedeli pa ste, kaj je to? Vedel sem, ja, sam nisem pa vedel pač tiste nadnaravne moči, kako jih izkoristiš, ko so bile prikazovane oziroma prikazane z te strani, ne prikazane samo po besedih, po pisani besedi smo to vedeli in to je bilo meni skrivnost. In rekel ti, zdaj se začne tečaj. In jaz sem začel, to je bilo 6. maja 68. Se spomnite natančno? Imam jaz kartico, ki sem jaz začel tam. Zdaj bo 50 let, kar sem jaz prvič stopil v dojo. 6.5. To je pa kar 50, ko se sedaj ozrete nazaj, tisti dan vam je še vedno živ v spominih, v barvah? Ja. Bil sem vaš plešen, sem prišel na besede nemške, nisem dosti obvladal. Sem rekla, kazala, iz bla, 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 pa to še tisto, kar sem znal v težkem dialektu, ker se je pa postop malo spremenil, pač si imamo nemško družbo, si imamo sprejeli so me, koliko je treba. Jaz sem bil tukaj, malo sem z nogometom hotel, tudi smučal smo, skakal sem tudi. Pa pri nogometi nisem bil uspešen, rekel, nisem bil uspešen, in želja za uspehom je pa bila ogromna, za kakršne koli športi. Pa sem pa tole, sem bil v enem letu v top ekip, to je pa, takrat je bilo kar nekaj čudnega. Ste se našli? In Brickner je rekel to, no, ne bom rekel, da sem fenomen. Vse, kar sem naredil, je padlo. Ko je ležaj mi, ta tehnika mi je sedela in sem bil vesel. In bil sem tudi
Najboljši tehničar berlinskega turnirja, sicer z razbito usnico zgornjo, ne, pa z majavimi zobmi prednji, ampak jih imam še zmeraj svoje. Tako da ni bilo polno. Pa se je pa začel zares. Vi ste se začeli boriti, ko še ni bilo obvezne zaščitne opreme. Nič od nič. Ampak ste pozdravili to odločitev, da je potem do tega prišlo? Varnost v športu jaz vedno pozdravljam. Jaz ne maram brutalnih stvari, tehnično neizpiljenih. Jaz rad gledam nogomet na tehničnem nivoju, jaz gledam boks na tehničnem nivoju, ne maram pa te kletke pa take stvari. UFC. Mi ne leži, ker jaz pravim, to ni šport, ne, to so gladiatorji. Pravite, nekje sem zasledil vaš citat v enem članku, športnik te ne bo poškodoval, te bo premagal. Nočete prizadeti. No, to je športnik. Ne? In tudi, ne le bom rekel, mogoče vas bo to začudilo, pretepač pa športnik sta velika razlika. Ne? Športnik bo stopil korak nazaj, če boš padel, pretepač bo pa na tebe skočil. Ne? Ker on ima dušo borca, tatamija, pretepača pa nima, ne? Bo povzel pepelnik, bo povzel flašo, bo vzel bodalo ali palco ali karkoli. To je razlika med športom. Gospod Brickner, ki sva ga omenila, on je bil vaš prvi mentor. Ja. Kako je vse on vplival na vas, ne samo z tehničnega vidika, kaj je tisto, kar vam je on dal? On mi je dal disciplino, on mi je dal urejenost. Jaz sem ga občudoval, kako je prišel na trening, vedno našminkan, zrihtan, našminkan, govorimo v kimonu, bil je red. In tu ni bilo govoreno med treningi, pa smo delali. Ne. Nismo imeli tako strklang so danes, da tam je po tleh, parket, žule na nogih. Ne, in pravijo, s stalnim treningom dobiš perfekcijo. Ne. In 1000 ponavljanj ti da perfekcijo. Ne? In, brez tega ni nič. Ne? Brez tega ni nič. Koliko je bilo poudarka recimo na mentalni pripravi? O tehniki ste rekli sami, da vam je zelo ležala, da ste bili zelo nadarjeni. Zato to neko razmerje, koliko se poudarja recimo mentalna priprava v primerjavi s fizično pripravo, tehnično pripravo? Usporedno. Usporedno se priprava kontrola gibanja, kontrola dihanja, kontrola udarcev. Ne? Eno z drugim. Ja. In tudi to nam je odcepil v glavo, kar sem jaz takrat, že sem prišel dol, smo imeli eno okroglo mizo v Ljubljani. Jaz zelo cenim vse športe, vse te borilne veščine, ker samo Kitajska ima 400 sistemov borilnih veščin. In v tistem času je bil pač na razcvetu, je bil Shotokan, japonski karate. In jaz sem predstavil v Ljubljani takrat pač to borilno veščino, zaščitno opremo. To je bilo 81 leta in so se mi vsi smejali. Mi imamo tako kontrolo, da nam to ni potreben. Seko fantje, mi imamo kontrolo na steno, imamo kontrolo na vrečo, nimamo pa kontrolo na borečega človeka, ko se miga. Dosti je centimeter, zlomena ličnica, zlomen nos, zlomena ustnica, vica. Da ne govorimo o drebarsih, imamo sam prikacovte, kljub tem, da si imamo zaščitno opremo. In no, kaj se je zgodilo? 30 let so rabili, da so prišli do tega, da ima Shotokan zaščitno opremo. Ste že vedeli takrat? Jaz sem videl, jaz sem tole poškodbe dubil, kar sem jaz dubil poškodbe, sem jih dubil brez zaščite. In tukaj je prišlo, pes na čelu, znotraj sem bil šivan, zunaj sem bil šivan. Ni bolel, se ne boli to, ker udarce ne boli, ne. Ampak neprijetnosti so bile po, jak sem jaz poslanci jedel župce, ne. Tako, ne. Ki sem se bal, da zabijal, bo je vstal na trener. Najbolj boleča poškodba v vašem življenju? Ali najbolj neprijetna? Kako bom rekel? Rebra? Rebra so tisti, to je zraven spada. 3-krat sem usuta, ne. In to vedno, mislim, da sem vse na treningih dobil od učencev. Od učencev? Od učencev, ja. Ampak ne v borbi. Jaz sem tukaj gledal, s tem sem delal, pa sem stran pogledal, pa ni prav, v tistem je preletel, ne.
Največ 3-krat sem tako dobil poškodbe in 3-krat sem tako faso. No, zelo hitro ste bili tekmovalno tudi zelo uspešni. Ja, v Nemčiji srečali ste za nekatere vrhunske in zanimive tekmece, ki so presegali svet borilnega športa. Do Chucka Norrisa bova še prišla. Najprej pa nekaj besed velja nameniti gospodu Thomasu Bornu, zdaj že preminulemu, če se ne motim. 2 leta je umrl. Verjamem, da ste to zgodbo že večkrat povedali, ampak vendarle za tiste naše gledalce, ki verjamem, da nekateri tudi prvič gledajo, kdo je bil ta gospod, kako ste prišli v kontakt z njim in kakšni so bili vajini odnosi? To je bil kralj podzemlja Hamburga. In to je možakar, ki je turško mafijo iz Hamburga ven spravil. Svojo kliko. Imel je svojo šolo, imel je nekaj svojih barov in on je rekel končkam, jaz bom rekel, bil je zvodnik, no skratka. Mene je vabil svoje vrste, jaz nisem ta tip, zato takrat sem bil že poročen, me je vabil svoje vrste, pa tudi če ne bi bil, ne bi šel, ker to ni moj način življenja, brutalnost do nežnih ali pa do kakršnih koli ljudi. Tudi do fantov, kjer so fizično šuhnejši od mene, se ne bom spravil okoli njega. Je imel v javnosti vzdevek kako karate Tomi, so ga klicali? Ja. Nekako. Je bil kar znana oseba? On je bil tekvando svetovni prvak. Njega so se borila za $30,000 z ekipo Amerika proti Evropi. Jaz sem 5 rund 14 sekund pred koncem sem zgubil. Zakaj? V jetre me je zadeval. In tam pa nimaš kaj delati, ne moreš dihati. Jaz sem pa 2-krat na podne. Kako se vam je izmuznil? Ja, jaz se nisem hotel dati razbiti pa, Če ne moreš dihati, ne moreš, Pa je prišel, pa je meni rekel, jaz takih batin še nisem nikoli dobil, rekel, Rekel, prid k meni, jaz ti dam en barčki, rekel pa na 15 končkov, rekel, pošljemo 200 evrov na mesec. Rekel, kar imam jih, jaz ga pa gostilno, pa mi ni treba rad sukati sem pa kja. Pa ste bili kaj v skušnjavi, da bi ker denar je vendarle? Ne, tudi za trenutek nisem pomislil. Tudi za trenutek nisem. Jaz sem bil v firmi zaposlen, ko sem bil cenjen in dober plačan. Ko danes gledate na gospoda Borna, ki je zelo raznolika osebnost. Ne bi zamenil z njim. On je imel še do kraja, do smrti, imel diskoteko z ringom od spodaj v svojem, v tem... Nelegalno ali legalno? Legalno. Ampak jaz ne bi nikoli za njim. Jaz ne bi nikoli zamenil z njim, ki je on rekel, jaz imam pa sina, je bil star, se ride, čez 50 let, vas ponosen, sem rekel, veš, pa je pa že kar več star, kot tvoj. Ne, mi ni bil všeč, vizualno mi sploh ni bil všeč. Pa sploh ne, že takrat mi je malo imponiral, vas so zlati, je prišel, džins, umir narejen, tale moj, je rekel, jaz sem pa izbiral tega ali pa drugega, Je rekel, jaz sem možnost, da se ne borim s tem, da se šele srečava pol nekje, tik pred zajcem. Sem rekel, ta ali če tega svem, sem ta prvo, nimam kaj več, pa sem pač padel na nos. Srečali ste se v Nemčiji, ko ste že bili kot tekmovalec za ameriško šolo, ki je, tudi to sem v drugih medijih že zasledil, ki je prinesla neke novosti, stvari, ki jih recimo do takrat niste poznali, saj ne do te mere. Med temi gospodi je bil tudi Chuck Norris, mislim, da ni bil potem. Z Chuck Norrisom medva nismo nikoli skupaj trenirali ali karkoli. To so samo govorice, ki so prišle ne vem od kje. Jaz nikoli nisem tega trdil. Nikoli, tudi v novicah sem povedal, da nisem, pa so oni nisem naprav. Dobro, da to razčistimo v tem to. To sem že, tudi sem rekel v tem studiu, sem rekel, jaz nikoli se nisem Chuck Norrisom boril, niti treniral nisem. Vizualno sem ga poznal, nisem prišla pa takole v osebnega kontakta, Ker je bila ameriška reprezentanca je bila v Berlinu in smo se srečevali, Tudi on kot del reprezentance? Ja, on je bil v zlati selekciji Amerike, kot so bili Bill Waller, Jeff Smith, Joe Louis, Chuck Norris, ne vem, v njih treh se ne spomnim več zdaj. Mike Anderson? Mike Anderson je bil pa politik. Mike Anderson pa je bil tudi dober tehnikar, ampak on je prinesel tu zvrst borilnih večin iz Amerike v Evropo, kjer je služil vojsko v Berlinu in Brickner je mu pač tiste lovke posod. In sta prišla skupaj in potem se je tu začel.
Z Norveške je bil, pa je bil Jean-Claude Van Damme je bil iz Pariza, sam mi nismo imeli, on je kasneje začel s tem. Jan Stoker iz Holanda, iz Nizozemske, je bil tudi Marka, ne, on je bil dominanten za ovako organizacijo Holland. Sem pozabil sem imena iz Norveške, pa nek 5 držav je bilo takrat, so s tem začeli, ne. Takrat, ja. Američani, kaj so prinesli? Kaj je bilo na njih drugačnega od tistega, kar ste do tedaj poznali? Hitrost. Hitrost se pa doseže sproščenosti telesa, ne? Kar danes se pri nas že uvaja, recimo Pilates je ena zelo velika zvrst, ko ti ne škoduje tvojemu telesu, joga isto, ne? Ker vsi ti treningi, ki smo jih imeli prej, so bili fizični in cukanje telesa. Jaz se spomnim vojske, kaj pa smo pol delali vse. Vse gre naprej, razvoj športa gre naprej. Amerikanci so bili pa 10 let pred nami. In jaz vem, Bill Wallace sem se boril še v borbo, v Deutschland Halle, ne. Jaz zaščitec z vseh koncev, on se je špilil s tistim nogami, sem sam armijano črto videl. Ne, jaz pa mislil sem, da nekaj znam, ne. Jaz sem rekel lulek sem, no. No, pa sem imel srečo, da sem s njemu šel v trening halo, to se pravi ameriška kasarna Friedberg. Kako je prišlo do tega treninga sploh? To je prišlo pa spet preko Denja Ponda. Ne, in on je bil seržant ameriške vojske, pa moj dober prijatelj, in me je spravil na ta trening nazaj, ne. Sicer ima pa Japon tudi te dobrine, lahkote, sproščenosti in hitrih udarcev, etc. Kaj pa iz tehničnega vidika so Američani imeli, kar Evropejci takrat nismo imeli? Hitrost. To je posod. Vse posod, vsi športi se razlikujejo v hitrosti velik, ne, sproščenosti, kot nogometaš. Vi tukaj verjetno malo bolj znate, kot jaz, ne, če bo sproščen, bo šlo v nulo, ne? Če vid, pa silo, pa noč nič naredil, ne? Ali pa na smučanju, ali pa kjerkoli, ne? Jaz vem, ko sem Bill Wallace gledal, sem bil fasciniran do konca, ne? Zdaj tudi kot navijač ali kot borec? Pa on je bil kot človek tudi, ne? Taka marka, čak Norris se mi zdi močken aroganten bil, ne? Pa je Bill Wallace tudi snimal filme, ne? Bill Wallace vam je pomagal tudi z nasveti, vam je prišel nasproti, tudi ko ste trenirali skupaj? Ja, mi smo bili, ja, seveda, vsak mu šel, vsak mu do učencev je šel. Trener veš učencev, ne učenc k trenerju. In tudi trener bo rekel, ti boš pa polagal, ne učenc, jaz bom polagal. Jaz, če si dober, bom rekel, da si pa zrel, da pa polagi. Ne daš ti k meni hoditi, da bi pa jaz polagal. Sam trener je pa zato, da popravlja. Trener ni zato, da hvali, trener je zato, da popravlja napake. Bova še tudi o mentaliteti, recimo današnje mladine, ki trenira v primerjavi s tisto, kakšno rekla, če se vam zdijo kakšne razlike. Gospoda Ponda ste omenili, kako ste prišli v stik z njim. Pond, za tiste, ki ne vedo, Pondo Kvan, pride potem iz njegovega priimka, kako ste navezali? Kako smo prišli medve skupaj? To je bil tudi tak prijeten srečen. Evropsko prvenstvo Essen, full kontakt, oba so bila tam. Dominik Valera je imel seminar, to je tudi svetovna špica, Parižan, ekscelenten borc, težkaš je bil drugač. In jaz sem bil malo izgubljen, sam sem prišel tam, ne, nisem imel, v tem trenutku nisem imel trenerja, ne. Bil sem prijavljen tudi za ta full kontakt turnir. Pa pride denih imam s svojim 65 kg ali 63, kakor imamo, jaz jih imam pa 82, ne. Jaz jih imam pod skusu 16 leta naprej. Pa pravi, če imam šparing partnerja, sem rekel ne. Rekel, hoč pa medva, sem rekel, ok, v tistem me zažvižga. Ti prekleta krota, sem si mislil, ne. Jaz v njega, on med nogam, sem ga imel zadnji. Tale pa hiter, se je rekel, pred oktavo nižji, ne, moraš pa previden biti. No, sicer mera so se pa spoprijateljila in sva začela skupaj delati, ne. Jaz sem bil takrat v Kempu,
Jaz sem šel iz tekmondoja Brücknerjevega, sem se selil v Düsseldorf, oziroma v bližino Düsseldorfa in sem tam tekmondo naprej treniral, pa sem za Essen, za reprezentanco Essena sem se boril v Rotterdamu v tekmondoju, na kar se je prikazal on učenec od Ed Parkerja, to je Amerikanec tudi bil, ki je mu IKKA, International Kempo Karate Association, v zvezo, ne. Ta je bil pa njegov pač mojster in je tukaj odprl v tem Vilihu, je odprl klub International Kempo Karate Association. Jaz to zvem, sem kot tole pa bližji, oziroma tole sem imel tak del, da sem bil dosti odsoten od doma in da sem zvečer prihajal domov, je bilo meni težko še 60 km do Essena, čeprav sem se vozil vse, ne. In sem začel tu pri njih trenirati, ne. Kar mi je tukaj malo prizadel, jaz sem mogel vse graduacije dol dati, ne. Moje pasove sem mogel dol vršiti, peče sem mogel dol vršiti. Takrat smo rekel temu, Rainer Šulca se je pisal, sem rekel, trener takole, ne, jaz rekel, jaz lahko dam dol te peče, seznake moje, sem rekel, na kjer sem jaz ponosen, sem delal za njih in tudi pas, sem rekel, vendar znanja mi pa ne more noben vzeti, ne. In to se je počasi izpostavilo, da sem imel jaz bistveno boljše noge kot on, prav hitro se je izpostavil, ne počasi, ne, ker ste se videli, moje kiki so bili v glavo, so leteli brez kakršnih problemov, on jih je pa takole malo do popka, no. In se je tudi malo izpostavil, ampak vseeno, jaz sem tisti pas nosil, dokler nisem prišel, zlomeno roko sem polagal black belt v kempu. Kako je to izgledalo? Ja, v gipsu sem imel, da tlele. Potem, mislim, nobenih problemov. Vse sem delal, sam nisem mogel tehnike, ne vem, kako se reče po naš. Oprijeme nisem mogel delati z desno roko, delal sem z levo roko, ne. No, pa je vse šlo, ne. Na tem mestu morda velja povedati na hitro, no, vem, da to je bolj vprašanje za strokovnjake, ampak glavna razlika recimo med taekwondojem, kempom. Ogromna razlika je tu. Kempo je izredno hitra tehnika. Okay. Jaz sam v njo nisem popolnoma verjel, ker se mi zdi, da niso bili zaključki dobri. Okay. Čeprav sem sprevidel, da se ti zaključki dajo pri Pondokvani, smo jih tudi ponudili, da je ta ekstremno hiter zaključek, da je tudi efekten. Kar je bilo pri tekmondoju, jaz sem na letno rabo, da sem tisto sproščenost iz tekmondoja, da sem jaz izgubil tisto trdoto tekmondoja, jaz sem prišel v sproščenost ven. Okay. To je kar čas trajalo. No, potem, ja, tukaj je razlika, ne. Jaz sem ta prvo, sem jaz to videl, sem kot je pa višji vaši karate. Višji vaši? Višji karate, ne, ker so bile hitre, kretne, sam ko enkrat to dojameš, pa vidiš pa, da so zaključki pa močni, ne. Vsa ta raznolika podlaga pa mi potem seveda zelo koristila, ko ste sami postali trener. Kako se je vse skupaj to nekako ukomponiralo v neko celoto? V Pondokvanu sem jaz naredil sistem polaganja. Vi ste avtor? Ja, jaz sem avtor tega, sicer je Pond naredil nadgradno, to ni prav dolg nazaj, ki je naredil, ne, kar v Nemčiji še zmeraj sprovajajo moj način dela, ker jaz sem pač uvedel te tehnike, v kjer sem jaz verjel od kempa, sem jih tudi v Pondokvanu dal, ne, v sistem polaganja, ne. Mi smo tudi veja v taekwondoja, to se pravi teh tehnik iz taekwondoja mi ni bilo treba bolj uvajati, ker so bile že not, ne. Sam Pond je pač v jiu-jitsu mojster tudi, ne, pa v judu tudi in bil kandidat za reprezentanco Amerike v Rimu, ki je bila v Rimu olimpijada. Tako da s tem borilnim veščinam je on doma, no. V borilnih veščinah je doma in mi dva sva dobro sodelovala, ne. Kako se te elementi iz ene veščine v drugo se združujejo, se prenašajo? Se vedno razvija? Se prenašajo, definitivno. Mi poznamo, to so udarci rok in nog, ne, ki jih pač povezuješ, kombiniraš, obrati v zraku, obrati na tleh, izmiki levo, izmiki desno, meti levo, meti desno, pometanje, rušenje, etc. Mislim, to je ogromno stvari, ki se
ujemajo. Kaj mislite, da lahko ta razvoj pripelje? Kakšna recimo borilna veščina, ki se bo razvila recimo leta 2040-50, v kakšni smeri gredo te stvari? Gre bolj na moč, na to trdoto ali na to sproščenost, ko ste prej govorili o njej? Sproščenost je povezana s trdoto, ne? Ker jaz lahko tukaj, če vam jaz tukaj, gremo čisto iz simple stvari. Če sem jaz kole krčevit, ne? Predno gre roka v akcijo, se mora sprostiti, potem se zopet zategne. Okay. Tukaj zamudim desetinko sekunde. Odločilno. To je preveč. Tako. Ne? To je ena taka čisto simple zadeva. Trenerski časi vaši, kako se je vse skupaj povezalo to, da ste potem to znanje prenesli? Oziroma tudi vi kot trener ste na začetku imeli drugačne metode, kot potem skozi leta, ko ste imeli že več izkušenj, več učencev? Tako ne bom rekel, ne? Mi se celo življenje učimo. Začel sem s tistim, kar sem znal, nadgrajeval sem pa vsak seminar posebej. Jaz sem vse seminarje, kjer sem jaz skozi dal, od Kung Fuja, od Taekwondoja, od Šotokana, od ne vem, kjer je sistemov sem jaz snemal. In kar sem jaz smatral, da je umestno, da se splača pobrati, sem jaz pobiral. To mi je dal neko tako, mislim, da je znanje. Širok spekter, ne? Tako. Ne? Za vas osebno kaj vas je bolj zadovoljilo osebnostno, ko ste bili borec ali kot trener? Jaz mislim, da sem več uspehov imel kot trener, ker bomo tako rekli, da sem sorazmerno za današnji čas sem začel pozno. Ne? Pri 22, ja. Če se ne motim. Sem začel pozno, ne? In razvoj tega je bil takrat počasen, ne? Ni bil hiter. Ker vsaka štala, ali pa bom rekel, vsak sistem se je zapiral, mi smo najboljši, boljših od nas ni nobeden. Potem je prišlo te filozofije, gremo na tatami pod enim pravilom, bomo videli, kdo je najboljši. Ne? Naenkrat ni štel sistem nič več. Vendar osnova za vsako šolo mora biti sistem. Ti se moraš prvo naučiti pisati, da stavek napišeš. Tako. Potem gre. Najprej črke, potem stavke. In tega je pri nas v Sloveniji premalo. Jaz vem, je prišel, ne bom ga imensko povedal, Slovenc je bil Light Contact, je bil svetovni prvak, Lewis je rekel, dajmo zrihtati Black Belt. Majstrski naziv za mene. Se je rekel, lep problem, ne? Se je rekel, prideš meni, jaz ti dam material, tega se boš naučil, pa boš polagal, ne? Kakor vsi ostali. Koliko me košta? Se je rekel, 150 € je cena Black Belta, spasam bi z diplomo vse. Ja, je rekel, ne, kar tako deva se zmeniti. Kako sem rekel? Rekel, jaz sem nam Jurja pa rekel, pa mi to, sem rekel. Se rekel, ta špil pa ni par meni, veš, sem rekel, ti si moraš pa najti drugega. Jaz sem v primeru Maribor, sem polagati hotel izpit. To niso bili Baradini, to so bili drugi, ne. Mi pa imamo za polaganje izpite 4 leta. Jaz sem bil pa takrat predsednik Zveze za polaganje izpita v Sloveniji, ker sem tudi program naredil za zvezo, ne, in sem rekel, to si moram jaz prvo pogledati, sem rekel, jaz ne bom zdaj rekel, pridite na izpit, pa jih bom pa zmetel, ne, sem rekel, ker moja filozofija je bila vedno, če učenec sposoben polagati, ne polaga, če pa ni sposoben, ga ne bom vrgel, ga ne bom pustil polagati, ne, ker raje vidim, psihološko je lažje za učenca, če po pol leta kasneje polagal, pa položil, kot pa če ga jaz zdaj le fliknem. Pusti neke posledice na vsak neuspeh. Ne, tukaj noter ti zažvižga. No in pridem v Maribor, bomo imeli trening, pa sem pa rekel, gremo. So prišli do nivoja našega zelenega pasu tlelo za gore. Vse, ko to jaz ne podpišem. Je rekel, kdo pa to zna, kar si hotel imeti? Jaz rekel, jaz pa moji učenci. Vse, če imaš interese, da bo moj željen spod, potem bomo tako naredili, ali pa ne bomo. Pri tem je ostali. Nismo šli naprej. In tudi zato jaz pravim, in eden tudi tistih, ki sem prej omenil, ki je hotel imeti Black Belt, ima svoj klub, svojo šolo, kickboxing klub. Okay. Ravno to, tega je danes že zelo veliko. Preveč.
Preveč. In tudi šolanih ljudi, ko bi izkušali, da je to ajšli. Prav, ko pa jaz nucam pas, jaz imam tu, v kickboxi ni pa so. So, če hočeš delati. So, če hočeš delati. No pa lepa istočnica, no? Ravno to za vašo vrnitev domov leta 1981 iz Nemčije. Takrat ste tudi začeli delovati v zagorskem klubu, ki se je takrat preimenoval. Iz Budokaj kluba, kjer ga je vodil Jerman Franc, zelo redu fant, jaz ga zelo visok cen. In pa smo začeli na Izlakih smo začeli, ker ni bilo prostora, jaz sem hotel imeti urejeno dvorano, sam finančno nismo zdržali, tako da smo šli pa v Proletarca, mislim, da smo šli v Proletarca, ja. V to malo dvorano na Proletarca. Ja. Še vedno ta dvorana, danes so tam koncerti. Ja, vse smo imeli, mi pa še tudi treninge, ki so tukaj renovirali Vaškavo, ne. Ampak to na Izlakih nismo finančno zdržali, ker takrat je bilo treba vse plačevati, vse se danes tudi, sam drugačne poti so. Tako. In smo šli pa v Zagorje, smo temu Zagorje nadaljevali, Iv je bil na tem polen, šajb ni bilo gor, s papirjem smo gor slikali okna. Sam smo zdržali, šlo težko. Čas je bil za nas, za fante sploh, jaz sem rekel, obvezno trenerko, kimono čez, trenerko, sem rekel, obvezno telo mora imeti 18 stopinj, če hočemo na strečinke, če hočemo imeti na raztezalne vaje, vse ostalo je škodljivo za telo. Za mene pa moto vedno bil, telo mora biti bolj zdravo, ko pride ven s telovance, kot pa tisto, ko gre noter. S časoma je klub postal zelo spoštovan, ne samo lokalno, tudi širše. Kdaj se vam zdi, da je bil dosežen tisti preboj? Kdaj ste rekli, no, zdaj pa smo res uveljavljeni, zdaj pa smo nekaj naredili? Je bil to kakšen trenutek ali je to prišlo s časom? To ne gre, to niso trenutki, to je postopno delo, dolgotrajajoče delo. Kdaj ste se zavedeli potem, nekaj pa smo zdaj postali? Snemo jaz pol reprezentance slovenske v Zagorji. Kdaj je bilo to približno? Koliko je da 2000? Je to nekaj takšnega? Ne vem, kdaj je bilo. Datumi meni niso bili nikoli glih. Merodajen, ne je bil merodajen. Fant, ki sem ga videl, ki je dober, deklič, ki sem ga videl, ki je dober. In po se je začel pa to zbirati, sem videl polmladinske, članske. Takrat smo bili v formih, smo bili tudi dobri, muzikal forme. Takrat se mi je zdelo, da smo bili najboljši. Smo imeli in ekipo borcev smo imeli na vrhunskem nivoju in prodirati smo začeli v svet za formam. No, poleg delovanja v klubu v Zagorju pa ste tudi eden od pobudnikov za ustanovitev te Kickboxing zveze Slovenije. Je to prišlo iz tega, da je bila potrebna na področju neka forma, nek red, če tako želite, da se vse te stvari malce, da se odnosi med posameznimi panogami, sistemi vzpostavijo. Zakaj ste želeli, da se formira neka krovna zveza, neka krovna organizacija? To je pa bilo čist, spet jaz sem bil gor, ko sem jaz prišel domov, imam tudi pisno še zmerno, sem bil predsednik komisije za polaganje izpitov pasove in sem bil predsednik sodniške komisije v Notranjem Vestfalenu. In jaz ta znanje sem imel. Imel sem znanstvo, imel sem poznanstvo, veze, če hočete. In jaz sem dobil srečo prvič reprezentance Jugoslavije v Berlinu na seminarju, ki je prišel, Topič je prišel, pa Ivačič je prišel gor. In so prišli na trening Briknerju, pač so hoteli spoznavati te borilne veščine. In mi je Brikner rekel, tega malo ured spraviti. No, je rekel, to sama sila, nič drugega. No in sva z Ivačičem trenirala, pa je bil grob. Sem rekel, iz grobosti nošem kamor prišel. Sem rekel, če ti misliš, da imaš ti močni udarc, ga nimaš. Sem rekel, drugače se pogovarjamo. Ti si prišel tehniko učiti, način dela se prišel učiti. To se pravi, bo na tem področju delala. Jaz sem tudi odgovoril na grob način, sem rekel. Samo ni veliko nucal, tukaj je pol dobo na dva taka bolj čudna udarca z nogo, no pa se je pomiril. No, in tu smo pol delali skupaj in začeli smo nekje sodelovati. Ki je prišel, je bil pa v Deutschlandhalle je bil svetovno prvenstvo je bil ali svetovno prvenstvo je bil. Sem jaz že nehal se boriti takrat, sem bil že v Vilihu
In je prišla ekipa dr. Topiča gor. Ne? Med drugim so bili Špiljak iz Cela, Sitar iz Ptuja, današnji predsednik zveze. Potem nekaj teh slovenskih fantov je bilo. Žgalerdič se je boril za svetovnega prvaka s Petrom Dirkom. Jaz sem rekel, ti tole pa tole deli pri tem. Rekel, s tem ga uspravo dol. Sam Mirki se ga tega pa tega. Ne? On se je boril, finalna borba. Pa so bili Žgalerdiču 2 cm pa podebile rokavice, to se pravi splat, takrat je pa sam plastika. Sam od zunaj, ta ni bilo nič, bila gola roka. Ne? Dirku se daje pa centimetrske, ne? To je pa velika razlika, ne? Za fojko tak sploh ne. Normalno. Pa sem pa jaz Topiču rekel, pogledajte, kaj se dogaja dol, ne? Rekel, ja, kaj pa je? Pogledaj, kakve rokavice ima Žgalerdič, pa kakve ima Dirk. Ker jaz se nisem hotel direktno mešati, ne? Jaz sem v bistvu, do takrat sem za Nemčijo delal, ne? Pa je pa on se zdrl na svoje, sem rekel, ja, ti si kriv, sem rekel, ti si bil na seminarju tli gor, ni bil tvoj tim. Ne? No in Peter Žgalerdič je zmagal, postal takrat svetovni prvak. Pa posnetek imamo, je novinar zraven, ne? Pa je rekel, da ne bi bilo gospoda Miklavčiča, jaz ne bi nikoli bil svetovni prvak. No, tako smo pa začeli se zbliževati s Ptujem, ne? Pa sem pa rekel, jaz imam tukaj gor klub, ne? Ga vodim, sem rekel, bi prišel doj na turnejo, če ste pripravljeni, ne? In Zagor je bil tako, potem zato, ker se Jermana ni bilo takrat gor. Sitar je rekel, super. Cel je rekel, super, pridemo doj, sem rekel. Moji fanti so bili stari takrat od 15 do 17 let, najstarejši, ne? Tla so bili pa fanti 24-25 let vojske frej, razbijači, v bistvu, res razbijači, no Celani sploh ne. Samo moji fanti so jim s tehniko šli, ne, jih point stop sistem, to je po udarcu stop, ne, ne moreš več, ne smeš več udariti, ne. In to jih je razpištovali Celane, da je bilo grozno, da so rekli, da sem jih izdal, mene so metali iz tribune dol, da sem se prodal za nemško marko, ne, kot trener. No, potem, ko so videli, ne, kakšne so posledice treniranja na vaš način, potem najbrž so bili bolj zainteresirani za znanje, ki ste ga imeli. Sigurno, da so bili predvsem, so takoj videli. Ne. Potem sem začel seminarij, srečanje v Celju. Jaz od 35 borb smo v Celju eno mogli dati. Je bil lokalni matador Špiljak, mesec je ne prišli v dvorane, če ne bi bilo nerešen. Ni zmagal, ni bilo neodločeno. Jaz sem ga prosil, sem rekel, ne zmagati, no prosim te lepo, ne zmagati, ne z njim. Ja, dejansko je to bilo, no. No, ampak pa smo se mi sporazumeli, so rekli, da imam pa svojo metodo, sem rekel, fantje, pridite gor, v Vilih. Mi smo imeli takrat pa gor srečanje, sem jih gor organiziral turnirje, so prišli gor in so prišli in so rekli, res je, prosimo, to je point stop sistem, mi smo pa vse na folji. Večkrat se mi zdi, ko ste že omenili takole, da se večkrat zgodi, da je treba demonstrirati nekemu borcu, vsak borec ima svojo samozavest, verjamemo z isto, treba pokazati, ne? Ja. Vedno. Maj moš dokazati čas, ne? Maj moš dokazati, ne? No, potem pa ste tudi, ko se je zveza vzpostavila, tudi potem kasneje, ste bili tudi v vlogi pomočnika selektorja in trenerja. Kako je prišlo do tega, da ste sprejeli to vlogo? Mačke ne bilo še prej, ne? Mačke ne bilo še prej. Jaz sem prišel 20 nekaj, mi ustanovili Slovensko zvezo borilnih veščin. 81. leta. Ja. Sem rekel, jaz nisem pripravljen delati pod Jugoslavijo, da bomo mi hodili s 50 borcem v Zagreb na državno prvenstvo, če imamo mi sam 7 mojstrov, 7 prvakov. Dolno smo denar, namesto ga tle gor imeti za razvoj našega športa. To je mi Topič je rekel, prav pa češ kao i svi ostali. S neko ne moram jaz propaditi, jaz delam volontersko. In tako je bilo. Do tega prišli, da smo pojeli doj začeli, da smo hodili doj s 7 tekmovalcem oziroma 8 in je dobil pač tistih, ne vem, koliko denarja je takrat bilo, se ne spomnim tega. No, ko smo enkrat, ko se vzpostavljajo zveze, ko se križajo interesi klubov zvez, vedno pride do politike, takšne ali drugačne. Tudi v teh vodah se je treba znajti, ne so pa sposobnosti za plavanje v teh vodah drugačne kot za borbo
na tatamiju. Mislim, da v tem času, ko sem bil jaz pač eden dominantnih v zvezi, da nisem imel težav. Jaz sem tudi predsednik sodniške komisije Slovenije, tudi seminarje, prve seminarje sem jaz izvajal v Sloveniji, kjer niso imeli sodnika. Prej saj na tem področju, ne, mislim, da je Obala, da je imela, ker so v Italiji nekaj polagali, ne. To se pravi Izola pa Gorica. Tule v Ljubljani dol pa ni bilo sodnika, ne. In to sem jaz tudi pol izobraževal, tako da so danes neki fanti, so dobro sodniki ratali, ne. No, Zagorski klub, je potem rasel pod vašim vodstvom tudi. Kako danes gledate na stanje kluba oziroma na opravljeno delo v njem in potem kako se je stvar odvila naprej? Vam je morda zakaj žal, bi kaj spremenili? Kar sem jaz delal, ne bi nič spremenil. Kar sem jaz delal. Pač pa ne bi pustil tako demokracije, kakor je. Ker z demokracijo postane anarhija. In ti ne moreš, določenih ljudi ne moreš z demokracijo vzgajati, če so hinavski. Okay. Jaz recimo imam izredno dobro izkušnje iz nemškega kluba. Meni so prišli na 70-letnico, so mi prišli do Ebrezebe spedo, so mi prišli vošt moji učenci, pa to je izobrazba, to so sami inženirji, ni nobenega vmes tazga. In sem zelo ponosen na te. Fantje so tudi mi rečejo, če tebe ne bilo vprašanje, če bi jaz prišel v te vode, v katerih sem. Tudi za širše življenje, ne samo potem za borbo. Ta je prišel, eden od teh je bil inženiring računalniški, ki je delal za Vectro računalniški program, potem je višji inšpektor kriminalist, pol je svetovni prvak Bisot je bil polkovnik v Afganistanu, nemške vojske. Mislim, fantje so vsi na nivoju, visok nivoju, ne. In če me tako ljudje cenijo, pol imam jaz samozavest, me ne morejo nekateri luleki, oprosti na izrazu, umajati. Jaz pa vse razumem. To, če človek ve... Se raje poslovim, pa rečem, delite po svoje, ne. Torej, določena obžalovanja so, ampak bomo kdaj. Meni je žal, ko sem odstopil iz upravnega odbora, odstopil sem pa zato, ko so Bejeta obdolžil, da je hotel klub prodati. Ker je pravno, mislim, da... Nemogoče. Ja. Nemogoče. No, če v Zagorju... To bom pa rekel, to sem pa upam še reči, no. Več pa samo v dvoboju. Če v Zagorju tudi kakšne slabe izkušnje, vas pa še vedno vaš klub iz Nemčije, se še vedno spomnim na vas. Ja, ravno zdaj sem dobil vabilo kot član upravnega odbora. Častni član? Častni član kluba, kakor šteje preko 2000 ljudi, ne. Sam dober, to niso samo borilne veščine, ampak to je kot, če se spomnite, včasih je bil Partizan, v sklopu Partizana, ping-pong, odbojka, rokomet. Kot v Trbovljah, Rudar. No, tako. To je ta klub, ne. No, vse te usmeritve in vrednote, ki ste jih vi se naučili, pa potem podajali naprej drugim, koliko se danes spreminjajo ti trendi oziroma kakšna je razlika med poučevanjem današnje mladine in recimo poučevanjem mladine vaše generacije pred 40, 50 in več leti? Se vam zdi, verjamem, da so sigurno neke razlike, so pa stvari, ki vedno so enake. Kaj je tisto, kar je danes drugače kot pred 40, 50? Disciplina. Včasih je bilo več. Prven si slišal, če igla padla na tla, med treningom se ni govoril, se je dela. To je to. Red, nič drugega, tega pa jaz nažalost ne vidim. Kako vi vidite recimo vlogo staršev pri, če imajo, se pravi, čujem, starši nekega talentiranega otroka v katerem koli športu? Kako vidite njihovo vlogo, pri kateri starosti imajo starši še potem lahko vpliv na določene zadeve? Starši imajo lahko vpliv sam v tem primeru, ki je pripeljal otroka v dojo oziroma v telovadnico ali na igrišče, bo karkoli vzamemo. V tem trenutku, ki je pripeljal otroka k trenerju oziroma v klub, v poduk določene športne discipline, so njegove bonitete črtane. Nima kje več govoriti zraven. Se lahko tam usede pa gleda. Če mu ne paše, lahko otroka vzame pa gre. Ker če meni poveril, zaupal otroka, potem mora imeti zaupanje. Če ga pa nima, pa ne otroka odpira drugam.
Pri meni tega ni bilo. No. Pri meni, jaz nisem imel teh primerov, da bi mi kjer... Ja, bo sem en primer, sam... Ste hitro. Ne, tukaj se nima kaj pogovarjati. Jaz sem tukaj zato, da podučujem, če pa ti moj poduk ni všeč, da bo odpel. Danes je stvar pri nekaterih športih, ne poznam toliko pri vašem, ampak starši imajo, se mi zdi, precej večji vpliv, kot so ga imeli včasih. Tako na razvoj nekega mladega športnika, kot tudi na delovanje trenerjev, ne, kar pa seveda ni vedno dobro. Ne. Ga ne more imeti. Potem ne boš, ko si jaz, potem ga ne uči naprej. No, tudi vaša otroka, Saša in Sabina, sta odšla po vaših stopinjah. Saša je bil izredno uspešen borec, tudi Sabina je se dobro znašla v teh vodah. Ste jih sami usmerjali v to ali je prišlo to samo od sebe? Verjetno, da sem bil jaz tudi posredni krivec. Sta šla, ker jaz sem pač v telovadnico hodil in sem jih v sabo začel jemati. In potem je pač sta začela trenirati. Jaz sem bil pri Sabini, sem bil malo drugače usmerjen kot pri Sašotu, ker moja filozofija je še vedno tista, deklič naj izkaže perfektno samobrambo, pa naj izkaže borilne veščine povezane z gimnastiko in z glasbo. Okay. To smo mi delali in smo bili dokaj uspešni. Sam zato so potrebni še več treninga, še več gimnastike. Vse bi šlo naprej, vse bi šlo. Sam prišle so, trenja so prišla, ne. In jaz sem tudi malo menj mlad postal, ne. Pa sem rekel, dajte vi sami prevzeti, ne. Bom pomagal, pa se je vse skupaj zrušilo. Čeprav glasbene forme, ne, kot imenujemo to, so certifikat tehnike, ne. Ker ti greš 10 gor. Koliko boš pa dol, koliko boš pa na tam je opustil, to je pa tvoja napaka. Ne. Vsak udarc mora biti strikten, genau, točen. Ne. Kar pa pri navalnih bornih so šlampast. Ne. In to se je izpostavilo. Recimo danes v Zagorju Tina Baloh forme trenirala. Zala Buzina je forme trenirala. Luka Leskovar je forme treniral. Se ne spomnim tega fanta, premalo časa bil, 4 so forme trenirali. Te 3 so državni reprezentanci. To je ta tehnika, ne? Kje so pa drugi? Vzeli 3 leta mene ni zramne. Kje so pa drugi? Če jih ne morejo zadržati, se morajo vprašati, zakaj jih ne moremo zadržati. Najstnike. Ne? Ker tukaj je tudi filozofija, psihologija, mislim. Ima velik pomen, kako boš ti otroka zadržal. Kako ga boš motiviral naprej. Če boš videl, ima ekstremno dobro tehniko, mu moraš pomagati, mu moraš poudarjati, ga moraš spodbujati. Tole pa nobeden naredi način, kakršen koli. Pri tem tako, pri drugem tako. Ljudje smo različni. Ne? In če se ne boš posvetil individualno vsakmu takmu talentu, boš težko dobil talenta. Izpostavil talenta. Ne? No, Sašo, vaš sin je bil tekmovalno tudi. Bil je dober, sam on je pač, pol je bil sodnik, je bil tudi najmlajši mednarodni sodnik v Evropi, ne, pa smo prišli tudi na skriž z določenimi, z glasovanjem. Ne. To tu lokalno ali kjer? Lokalno. Znanje je bil še vedno. So potem te zamire, ne? Ja, pa rekel, hvala lepa, ne. Sabina pa imela pač poškodbo kolena, ne, kolensko veje se strgala, potem se je vrnila, pa še enkrat menisko strgala. Sem rekel, ne, ta šport ne prinese denarja, ne. In je začela pa delala za klub ogromno na aerobiki. Prinesla je vsak let tam 2,5 ure, da smo imeli za stroške. Ne, potem je bila preglasovana, da ne sme dobiti nobenega dodatnega honorarja, ne, ker je hotela malo več imeti, da delajo vse koreografijo, pa vse delala sama. Ne. So rekli, to pa ne. Je pa tako, da se dober del nagrajuje. Ne. Vse trenerji nismo nikoli imeli veliko denarja, pa meni se sem dobival 70 € na mesec. Ne. To vse za bencin ni bilo. Pa isto drug, mislim,
Kljub tem smo pa mi rasli in smo finančno bili tudi na dobrem nivoju. Ne? S tem, da sem jaz začel uvajati pač nobenih vožnj privatnih več za te otroke ven. Vse so šlo preko prevozništva, ker jaz sem tisto oddajo gledal, ki je bil ta, če se spomnite, ki skakalce v tunelu gor, so se ponesrečili. Sem rekel, jaz se to ne gram, pa sem jaz tudi po celi Evropi vozil. Prej. Imam očeta trenerja, mislim, da poznam te zadeve zelo dobro. Kakšne so to odgovornosti zadeve? To se ne sme delati, ja, bojo pa drago. Bojo pa starši, daj po 5 evrov zraven, tako po 10. Klub ne more odgovarjati za nesreče, vse tako je. Jaz sem veliko prevozil v življenju. Veliko sem prevozil, ampak še vedno prav angliško se mi lahko naredi, kot kjer drugo. Trenutek zaspiš. Pa tudi včasih lahko vse narediš prav, pa če nekdo drug na cesti nekaj naredi. Jaz stari riziko in smo že uvedli, da ne bomo več, pa nismo vozili, noge se pa spet vozijo. Tako individualno, no, sam to ni moj problem več, nisem več. No, če smo Sabini nekaj rekla, moja sošolka iz osnovne šole, kar uspešna, danes tudi podjetnica, tako da mislim, da Sabina se je, če se je na tistem področju znašla, se je tudi na kakšnem drugem. Ja, jaz sem vesel, da se je znašla. Ne. Smo čisto pri koncu oddaje, sva bila kar izčrpna, pa bo še šla malce stran od vaše panoge, sicer ne preveč osebna vprašanja. Poleg borilnih športov, katere športe še najraje spremljate, za koga zdaj navijate v zadnjih mesecih? Jaz zelo gledam skoke, gledam za nogomet. Sem velik navijač Borussia Mönchengladbacha. Gor sem bil tudi častni član. Mislim, trenerji smo dobili karto, da smo lahko tekme gledali gratis. Ne. To je zelo tradicionalen, zelo uspešen klub, zelo priljubljen v Nemčiji. Za časa Weisweilerja je bilo takrat. Ne. Ja, in ja, to je v bistvu se pa določeni športi preveč potencirajo. Ne. To mi pa meni ni najbolj všeč. Ne. Tudi s prejšnjo sogovornico v tej oddaji Tjašo Vodo smo nekaj povedali na to temo. Je to debata za kakšno drugo oddajo. Imamo sedaj premalo časa, nažalost. Zadnja knjiga, ki ste jo prebrali? Jaz veliko berem. Jack London se mi zdi. Je bil tole zadnji. Njegov opus je pa res širok. Mi je všeč. Vseh je veliko, sam jaz nisem pozoren na imena. Sem pa na mes 5 knjig sigurno vržem skozi. Gospod Miklavčič, hvala lepo za tale izčrpen, prijeten pogovor. Lahko bi še odprla marsikatero temo, pa jo bo v kakšni drugi priložnosti. Jaz se vam zahvaljujem za obisk v studiu in vam želim vse dobro v vseh nadaljnjih izzivih. Jaz se zahvaljujem za povabilo, da ste enega absolviranega, bivšega športnika, trenerja povabili na tale razgovor. Sem je prav čuden zdaj, sem rekel že. Imate kar veliko zanimivega za povedati, tako da sploh ni čudno, da smo vas povabili v tale studio. Kot sem rekel, materijala je pa še za kakšno oddajo. Za danes pa hvala. Hvala tudi vam za povabilo. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport z Alojzom Miklavčičem. Hvala za pozornost. Se vidimo spet ob naslednji priložnosti. Do takrat pa srečno.